V 15. krogu sta se pod Kalvarijo srečala edina večna prvoligaša. V Ljudskem vrtu je bil na sporedu že 97. štajerski derbi med Mariborom in Celjem. Vijoličasti so v derbi prišli z nepričakovanim porazom v Sežani, kjer je bil Tabor boljši s 4-1. Darko Milanič je opravil 3 spremembe v primerjavi s tem srečanjem. Pihler je na tej tekmi prestajal kazen rumenih kartonov, njegov položaj na igrišču je tokrat zasedel Dervišević, namesto Piriča je v vratih začel Handanović, na osrednjem branilskem položaju pa je dvoboj namesto Rajčevića začel Peričić. Grofje smo v zadnjem krogu proti Domžalam prišli do 6. zmage v tej sezoni. V primerjavi s tem srečanjem je Dušan Kosić opravil 2 zamenjavi. V kadru zaradi poškodbe tokrat ni bilo Denija Štrausa, namesto katerega je obračun začel Josip Čalušić. Mesto Karla Plantaka je na zelenici zasedel Rok Štraus. Prvi so zapretili vijoličasti. Hotić je poizkusil z roba kazenskega prostora in zadel vratnico, a je bil Matjaž Rozman na žogi. Po avtu Žana Zaletela se je Ivan Božič otresel Peričića, prišel v dober položaj, a slabo zaključil. Žan Benedičić in Luka Kerin sta pripravila zaključni strel Darju Vizingerju. Handanović je s težavo ukrotil poizkus našega napadalca. Žoga je spet prišla do Žana Benedičića, ki je zadel obrambni blok, od njega pa se je žoga odbila v kot. Po podaji Derviševića je do strela z glavo prišel Peričić in meril preko vrat. Žan Benedičić je žogo podal do Ivana Božiča, ki jo je odložil na rob 16-metrskega prostora. Darjo Vizinger je svojo desnico meril tik ob desni vratnici. Žan Benedičić je močno sprožil z 30 metrov, Handanović je žogo uspel odbiti v kot. Po podaji Vilerja je z glavo preko vrat meril Zahović. Po podaji iz kota je do strela v mariborskem kazenskem prostoru prišel Josip Čalušić, a je iz težkega položaja meril preko gola. Ivan Božič je bil hitrejši in spretnejši od Vilerja. Njegovo podajo proti utekajočemu Darju Vizingerju je zaustavil Peričić, ki je žogo izbil v kot. Po podaji prvega asistenta lige Mitje Lotriča je z glavo meril Darjo Vizinger. Nenatančno. Podajo Darja Vizingerja v kazenski prostor Maribora je Milec izbil na nogo Roku Štrausu. Njegov poizkus je z glavo odbil Mitrović. V nadaljevanju akcije je do žoge še enkrat prišel Mitja Lotrič, njegovo nevarno podajo je pred Ivanom Božičem izbil Peričić. V prvem polčasu smo bili boljši nasprotnik, drugega so podjetneje začeli Mariborčani, ki so hitro povedli. Dervišević je poslal dolgo žogo na našo polovico, za Požegvancašem je stekel njegov čuvaj Žan Zaletel. Požegvancaš je žogo odložil tekajočemu Vilerju, ki jo je z močnim strelom pod prečko poslal za hrbet Matjaža Rozmana. Neubranljivo. 49. minuta, Maribor Celje 1-0, Mitja, Viler. V Grofje smo iskali izenačenje in Mariborčane pritisnili na njihovo polovico. Mitja Lotrič je žogo podal v kazenski prostor. Šla je proti Josipu Čalušiću, a jo je Krecu uspel izbiti v kot. Žan Benedičić se je sprehodil mimo Mariborčanov do roba 16-metrskega prostora, njegov poizkus se je od Milca odbil v kot. Poizkus Požegvancaša je zadel našo obrambo, predložek Hotića je Matjaž Rozman izbil. Podaja Žana Zaletela je našla Darja Vizingerja, ki je bil z močnim in natančnim strelom blizu izenačenju. Handanović je s skrajnimi močmi žogo odbil kot.
Od Žana Benedičiča je žoga preko Mitje Lotriča prišla do Ivana Božiča, ki je ustrelil iz obrata, mimo Handanovićevih vrat. Zadnji žvižg Mateja Juga, konec srečanja. Zmage so se v obračunu edinih večnih prvoligašov veselili vijoličasti. 97. štajerski derbi je pripadel Mariboru. V 15. krogu šele naš tretji poraz v tej sezoni Prve lige Telekom Slovenije. S 24 točkami ostajamo na 5. mestu v družbi najboljših. Na vrhu je Olimpija, Maribor, Aluminij in Mura pa so pred nami zbrali samo 4 točke več. Že jutri Grofe čaka eno najpomembnejših srečanj v tej sezoni. Povratni obračun četrtfinala Pokala nogometne zveze Slovenije proti Kalcerju, ki se bo v Radomljah začel ob 13:30.